Ponovno pozdravljeni v oddaji VV Faktor, ker bomo govorili o spolnem nadlegovanju na Univerzi na Primorskem, vendar ker smo uspeli spostaviti stik s Primorsko, z Sebastianom, smo mu dolžni še seveda dati besedo na komemoracijo v Pliberku. Izvoli, Sebastian. Hvala, Vlado. Glej, zgodovina nikoli ni samo stvar preteklosti. Vedno je tudi žeton v današnjih političnih bojih in tako je tudi pri teh vprašanjih. In tle imamo prepletanje, kot je Ljuš izpostavil, prepletanje dveh problemov. Na eni strani imamo še vedno nerazčiščene, predvsem pa še vedno nekaznovane povojne poboje. Na drugi strani imamo pa čisto današnje, dajmo reči nekako današnji strah pred vzponom radikalne desnice in se zaradi tega ta zgodovina in današnja politika nekako prepletajo. In zlorabljajo jo eni in drugi. Ja. Kako? In zlorabljanje teh čustev. Zlorabljajo eni in drugi. Po eni strani tudi, dajmo reči, tista stara levica, ki skuša graditi pravljico brezmadežnega partizanskega boja, zelo hitro lahko zlorabi to, da so ustaši ali kdorkoli prisotni na neki taki komemoraciji, da s tem popolnoma zavrže možnost, da bi se tiste povojne poboje sploh preiskalo. Še posebej, da bi se individualno ugotavljalo recimo, dajmo reči, odgovornost posameznikov, ki so bili bodisi žrtev ali rablji. Dobro, zdaj, Sebastian, če dovoliš, bi zaključili s to temo, pa bi šli na to spolno nadlegovanje na Primorski univerzi. Zdaj, ta dialog med Astrid Prašnikar in med rektorjem je šel nekako takole. Moj odnos do tebe je večdimenzionalen, eno je kot ženska, eno je kot Astrid Prašnikar. Jaz imam včasih v sebi malo bolj trdo mnenje glede tebe, potem prideš, tukaj sediš, razumeš, delujejo drugače te energije. Tako je nevarno v teh situacijah. Midva se bova tako pogovarjala, jaz ti bom še nekako napolnil stotinko flirtov, ti pa boš zdaj sodelovala s protikandidati, to ni primerno. Jaz imam eno zelo dobro misel o tebi, kaj bi lahko naredil v tem vmesnem obdobju. Ne želim se tukaj izreči zaradi tega, ker vplivaš preveč, postanem nekje mehak, ma ne spode, pravi rektor Astrid Prašnikar, in to naj bi bilo v bistvu tisto, bi rekel, inkriminirane besede, ki jih je Astrid Prašnikar razumela kot spolno nadlegovanje. Poglejmo prispevek. A sodeč po dogajanju na Primorski univerzi ima avtonomija za nekatere zelo širok zunajzakonski pomen. Rektor Dragan Marušič je odpustil direktorico študentskih domov, jo po prvostopenjski sodbi sodišča še naprej trpinčil in spolno nadlegoval, a ga je danes kljub temu soglasno podprl akademski zbor. Marušič pa ima precej zanimivo avtonomno razlago sodbe. Rektorska konferenca. Marušičevi kolegi rektori se o sodbi za mobing in spolno nadlegovanje raje ne bi izrekli. Zdaj to soditi, kaj je bilo res ali ni res pa... Nobenega problema pa v rektorjevem početju ne vidijo dekani članic. Po preučitvi vsebine sodbe ne spreminjamo stališč, ki smo jih podali že ob izbruhu teh obtožb in še naprej zagotavljamo podporo rektorju, so enodušno zapisali. V tem trenutku ne dajem nobenih izjav. Zakaj ne, če ste se podpisali? Se moram udeležiti konference. Torej ga podpirate mobbing in spolno nadlegovanje. In potem smo se usedli na novinarsko konferenco s števcem vprašanj. To je že drugo vprašanje. Je še eno vprašanje je bilo to. TV Slovenija je lahko postavljala vprašanja. Lahko, kljub temu, da imamo takšne odnose, kot imamo med univerzo in vašo institucijo. Vprašnikarjevi, ki morajo po nepravnomočni sodbi plačati 15 000 evrov, vidi koristoljubko. Kot še zadnje sunke obnemoglega zmaja, kot pač poskus, da še tiste pipice finančne, ki so jim bile zaprte z moje strani, še zadnjič malo iztisnejo. Uslužbenko je, kot kaže, spolno nadlegovala institucija univerza. Očitki so namenjeni univerzi kot delodajalcu, ne meni osebni. Jaz sem pač eden od tistih. Očitno je pozabil, da je za zakonitost in varno delovno okolje na koncu odgovoren eden in edini rektor. Morda potem ne bi dajal takih izjav.
Tožnica je terjala skupaj 30 tisoč evrov, uspela pa je s 15 tisoči evrov, tako da je uspeh vsake od strank 50%. Se pravi, da je bilo neodločen rezultat štejem. Ali takih. Notranja komisija univerze je ravnala tako, kot je ravnati po pravilniku, ni ugotovila mobinga. Komisijo je imenoval in v celoti sestavil sam. Sodišče pa je razsodilo, da je delovala v nasprotju z lastnimi navodili, kako zaščititi žrtev trpinčenja, kar da je nedopustno. To je pa vaše drugo vprašanje. S tem bi danes zaključila. Kot ministrica, kot znanstvenica in tudi kot ženska ostro obsojam vsakršno spolno diskriminacijo, nadlegovanje ali neenako obravnavo. Ukolikor bo sodba pravnomočna, pričakujem temu primeren odziv ustreznih organov univerze, se je na naše vprašanje odzvala ministrica. A ustreznih organov se Marušiču res ni treba bati. Senat in upravni odbor vedno požegnata njegovo ravnanje in mu vlivata občutek nedotakljivosti tudi od zunaj. Poziv visokošolskega sindikata naj razmisli o odstopu in recimo takoj označil za nedopustno vmešavanje. Ponovno pozdravljeni studio. Zdaj, rektor pravi, nadlegoval nisem jaz, ampak univerza, ki tudi pač mora plačati polovičen znesek od odškodninskega zahtevka, 30 tisoč, to se pravi 15 tisoč. Zdaj, univerza seveda še vedno trdo stoji za rektorjem, Marušič pa, kot smo videli, pravi, da gre za neodločen rezultat. Aljuš, glede na to, da je to tvoje področje, pa ne nazadnje Astrid Prašnikar, mislim, da bila tudi članica SD-ja svoj čas, pa me zanima, kaj praviš na vse skupaj. Ja, no, Vlado, upam, da ne namiguješ, da je spolno nadlegovanje moje področje. Verjetno sem mislil na tematiko univerze, pa tega. Ja, jaz Astrid Prašnikar osebno poznam, rektorja Marušiča tudi ne tako dobro kot Astrid. Jaz bi rekel najprej tole, da so odnosi na univerzi na Primorskem žal že dalj časa zelo slabi, da bi rekel, tam vladajo neki neakademski načini obračunavanja med seboj, borbe za položaj in tako naprej, česar mogoče na ostalih slovenskih univerzah nismo toliko navajeni. Jasno je, da moramo na tem mestu, tako kot resorna ministrica, obsoditi pač vsakršno spolno nadlegovanje ali pa kakšno drugo neprimerno ravnanje, še posebej, če to pride, bi rekel, z mesta rektorja, kot tistega, ki je absolutni, bi rekel, vladar, če smem temu tako reči, univerze. Po drugi strani pa je treba tudi razumeti to dinamiko odnosov med odcepljenim, da tako rečem, znanstveno-raziskovalnim središčem in vseh dogodkov, ki so se dogajali že pred tem, tudi pred samimi rektorskimi volitvami, na katerih je rektor Marušič dobil ponoven mandat. Tako da jaz mislim, da je najboljše, če bi rekel, počakamo na to, da bo sodba pravnomočna, in se pridržujem stališču resorne ministrice, da v tem primeru, če sodba bo pravnomočna, če bo potrdila to, kar je zdaj ugotovilo delovno in socialno sodišče tudi na drugi stopnji, potem bi res bilo za pričakovati ustrezen odziv univerzitetnih organov. No, zdaj, danes mislim, da celo so se pojavili neki novi pozivi k odstopu rektorja Dragana Marušiča, predstavniki visokega šolstva in pravic žensk zahtevajo odstop rektorja. Marušič, kot vemo, je bil pač na prvi stopnji obsojen spolnega nasilja in maltretiranja zaposlene. Na univerzi medtem spreminjajo statut, ki naj bi pa rektorju omogočil neomejen mandat. Zdaj 23 posameznik in posameznic ter organizacij s področja visokega šolstva za pravic žensk zahteva pa odstop zaradi tega domnevnega trpinčenja. Zdaj, sodba seveda še ni pravnomočna. Mogoče, Sebastian, kaj praviš ti, če gremo konkretno analizirati te besede, ki naj bi bile sporne, a se ti zdi to spolno nadlegovanje ali ne, v bistvu ne, tistem prvem delu, kjer smo pač citirali to domneven dialog med Marušičem in pa Astrid. Vlado, gled, jaz sem tukaj v rahlem konfliktu interesov pri komentiranju te teme, delam na mestni občini Koper, ker imamo dobre odnose tako z univerzo na Primorskem in rektorjem, kot tudi z Astrid Prašnikar, ki jo tudi osebno zelo cenim, pa še vrsta drugih razlogov je za nek konflikt interesov. Generalno gledano, Aljuš ima prav, to je univerza, na kateri je bilo največ nekih frakcijskih bojev in ki je zaradi tega se nekako tudi razdelila v dve znanstveni ekipi. Ena je ostala na univerzi,
druga je šla z znanstveno-raziskovalnim središčem nekako na svoje. To, kar si vprašal, te besede se seveda lahko razumejo tako ali drugače. Irelevantno je, kako jih midva razumeva. Pomembno je, kako jih je razumela Astrid in kako je o tem presodilo sodišče oziroma kako še bo presodilo sodišče. Sami stavki se lahko postavijo v taki drugačen kontekst, to, kar je nedvomno. Med njima je bil spor, Astrid je del ekipe Rada Bohinca, ki je na to bila, dajmo reči, opozicija rektorju Marušiču, tako da gre tudi za, dajmo reči, nek boj znotraj univerze. Po drugi strani je pa univerza kljub vsemu neka javna institucija, nek prostor, v katerem bi se ta pluralizem moral naučiti sobivati. V primeru Primorske univerze se ni in kot sem rekel, končni rezultat tistih frakcijskih bojev je bila ločitev v dve znanstveni ekipi in predvsem zelo nizek ugled danes te univerze v našem akademskem prostoru. Aha, ja, zdaj seveda Primorska univerza je sicer Prašnikar je že morala plačati, kot si rekel, v bistvu 26.000 evrov zaradi nezakonite odpovedi delovnega razmerja, ampak če seveda glede na to, da oba poznata, a je res tako fatalna ženska ali da pravzaprav vsi moški postanejo, kot bi rekel Marušič četrti, ali gre tu bolj za ta konceptualni, vsebinski, osebni spor v bistvu Jaz bi rekel, da prej slednje, predvsem Astrid je izjemno sposobna ženska in take ženske imajo večkrat v karieri seveda težave. Verjamem pa, da v tem njunem odnosu je šlo predvsem za ta spopad, še posebej ker ga ni podprla za rektorja, ker ga Astrid ni podprla takrat za rektorja. Ker je že v bistvu, ker je bila opozicija že ves njegov prvi mandat. Vlada, jaz mislim, težko sodim pač v vkusu gospoda Marušiča za ženske. Bi pa rekel to, da se strinja s tem, kar je povedal Sebastian, bi pa vseeno dodal, da dopušča možnost, da je rektor Marušič, sicer, da se razumemo, ni nobene debate o tem, s popolnoma neposrečeno izbiro besed in tako naprej, sploh glede na siceršnje odnose, ki so med njima vladali in o katerih smo že vse povedali, pa poskušal na nek način ji razložiti, da on nima nič osebnega proti njej, da mu je mogoče celo simpatična in da vse spore, ki jih imata, pač izhajajo iz tega, kako se ona opredeljuje oziroma kako on vidi pač ta drugačna mnenja znotraj univerze. Skratka, jaz dopuščam to možnost, nisem pa pač nobena jasnovidka z kristalno kroglo, da bi lahko o tem sodila. Zdaj, sicer pa to ni nek prvi pojav v bistvu znotraj univerze. Mislim, da je nek podoben primer bil v Mariboru, mogoče, če se ali už ti spomniš mariborskega primera v bistvu. Ja, tam smo imeli, čeprav vem, primer pač tajnika univerze, kjer je pač odziv inštitucije bil podoben, ga je rektor zaščitil, čeprav so bili kar hudi očitki tudi na ta račun. Očitno lahko sklepamo po teh primerih, da kot je že Sebastian omenil, naše akademsko okolje, tudi tisto najvišje, ni imuno na te neke, bi rekel, neprimerne odnose med spoloma ali pa ni imuno na neko spolno nadlegovanje, tako kot vsaka druga organizacija ali pa družben podsistem. Pomembno je, da dvigujemo pač zavest glede tega in da seveda vsak tak primer odkrit najstrožje obsodimo in sankcioniramo, ker gotovo akademska svoboda ne more vladati tam, kjer pač odnosi niso enakopravni, kjer prihaja do izkoriščanja človeka po človeku na kakršnikoli način, še posebej, če gre tukaj za pač bi rekel neke prekrške zoper spolno nedotakljivost. Jaz bi prosil režijo, če imamo še en film o spolnem nadlegovanju, če lahko pogledamo v bistvu, kako se pravzaprav upret temu spolnemu nadlegovanju na delovnem mestu. Spolno nadlegovanje na delovnem mestu je oblika trpinčenja oziroma mobinga. Gre za kakršnokoli obliko neželenega, verbalnega, neverbalnega ali fizičnega vedenja spolne narave z učinkom ali namenom prizadeti dostojanstvo osebe,
pri čemer se ustvarja zastraševalno, sovražno, ponižujoče, žaljivo delovno okolje. Raziskava v Sloveniji kaže, da je 28% žensk žrtev verbalnega spolnega nadlegovanja, 17% neverbalnega in dobrih 17% žrtev fizičnega spolnega nadlegovanja. Žrtve pa so tudi moški, pri čemer je 23% moških žrtev verbalnega spolnega nadlegovanja, 9% neverbalnega in 8% fizičnega spolnega nadlegovanja. Danes dobro zgledaš. Kaj zdaj so najino kavo? Pomogla kar vztrajati. Žrtve spolnega nadlegovanja na delovnem mestu so pri delu lahko manj učinkovite, kar se kaže preko slabše motivacije, živčnosti, utrujenosti, depresije, motenj spanja in hranjenja. Ponovno pozdravljeni. Zdaj, tu smo videli nek drug primer, ne, da ženske nadlegujejo moške. Ne. Zdaj, a ste bila že vidva spolno nadlegovana, recimo, v službi ali pa druge? Mislim, ste že ne, Vlado. Običajno moško. V kakih študentskih žurih pa jasno, ne? Lahko od polnoči naprej. Običajno so moški obdolženi za spolno nadlegovanje. V bistvu. Zdaj, ta film sicer govori, da naj se prijavijo na delovno inšpekcijo, če bo prišlo do tega, če pač tega ne morejo zdržati ali už mogoče. To so občutljive stvari, Vlado. Jaz mislim, da nobenemu ne privoščimo, da bi bil pač predmet spolnega nadlegovanja na delovnem mestu ali pa kjerkoli drugje. Tudi mislim, da, kot sem že rekel, da je pač potrebno na te stvari opozarjati in pravilno odreagirati. Je pa tako, da kadar prihaja do nekih tesnih odnosov in to odnosi med sodelavci v službi gotovo so kjer preživijo več časa kot doma, moškimi in ženskami, kjer pač preživijo veliko časa skupaj, recimo, da neminovno prihaja tudi do konfliktov, do različnih interpretacij in tako naprej, ampak še enkrat poudarjam, pomembno je, da se pač vsak sam pri sebi zaveda, da obstaja neka meja, ki je pač ni dovoljeno prestopiti. In jaz sem prepričan, da večina pač teh konfliktov se razčisti med tema dvema človekoma lahko zelo hitro, če sta oba neka racionalna posameznika, če pa ne, je pa fino, da imamo tudi rešitve, kot je bila prikazana v tem filmu, kam se lahko pač oseba, ki je žrtev tovrstnega nadlegovanja, obrne po pomoč. Dobro, jaz bi se vam... Po drugi strani, Vlado, moramo pa paziti tudi v primerih, ko si nekdo nekaj izmisli. Ja, ko je to se zlorablja. Zlorabi to institucijo za pridobivanje simpatije. Oziroma nekoga uničiš lahko s tem. Tako. Ko mu to učitaš. Jaz se vam zahvaljujem seveda za vajne cenjene komentarje. Vam, spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, hvala za pozornost in ker ste bili nocoj z nami. Resnica boli, komentarji še bolj, pa saj že veste, ni vseeno, kdo kaj reče. Lahko noč.